Živijo, sva Mateja in Marko, ti pa poslušaš podcast Mladost na kmetiji. Podcast Mladost na kmetiji z zanimanjem spremljajo tudi naši poslušalci izven slovenskih meja, zato smo se odpravili v Avstrijo k našim rojakom na avstrijsko-Koroško. Naš tokratni gost je mladi kmet, navdušen čebelar, lovec in gozdar Tadej Čertov iz kraja Sele. To je občina v severnem delu Karavank na avstrijskem Koroškem. In na kmetiji se ukvarjajo z ovčerejo, čebelarstvom, sadjarstvom in gozdarstvom. Tadej, lepo pozdravljen. Lepo pozdravljeni. Res lepo in hvala, da ste se odzvali našemu povabilu, da vas obiščemo, da pa bi nekoliko bolj spoznali sam kraj Sele. Kako bi ti opisal vaš kraj, v katerem živite in koliko prebivalcev pravzaprav ima kraj Sele? Naša vas je pravzaprav kar majhna, je med hribi skrita. Imamo okoli 600 prebivalcev in značilnost naše vasi pa je, da večina še govori slovensko. Tako da je tudi maše so v slovenskem jeziku, pa tudi kulturne prireditve. Kot praviš večina, to pomeni kaj, blizu 90% ali še več? Ja, pri zadnjem štetju je bilo nad 90, zdaj pa je že le en čas od tega, tako da bo med 80 in 90%, najbrž še vedno, ja. To je tudi zasluga najbrž vas, ki ohranjate slovenski jezik, vas mladih. Tako je, ja, ker dokler se govori, se ohranja oziroma se da naprej. Da mi povej potem pa še, s čim se pravzaprav ukvarjate na kmetiji, to sem že deloma nakazal, v uvodnem opisu. Zdaj na vaši kmetiji živiš ti skupaj s staršema in ženo Darjo, drži? Tako je, ja. In ukvarjamo se pa v glavnem z ovčerejo, to je kar že en čas. In poleg tega imamo pa tudi čebelarstvo, s tem sem jaz začel pred leti. In dodatno imamo pa še majhno sadjarstvo in pa tudi žganje kruha, tako da delamo svoje žganja. In še kaj pozabil, ja, gozdarstvo. To je pa ena glavnih dejavnosti v bistvu tudi. Tako je. Ja, tukaj ste ujeti v tej dolini, obdani z gozdoma, ne? Tako je, ja. Travnin je pravzaprav malo, večina je gozdov in tako da je jasno, da je največji del kmetije tudi gozd. Zdaj zanimivo, ne, pa je, kako ste vi prišli do te kmetije. Nima recimo dolge tradicije, da bi že 5, 6 ali več rodov delalo na kmetiji, ne? Ampak kot si mi govoril v vašem pogovoru, kmetijo boš ti, tak je plan, enkrat prevzel, Tako je, zdaj ja. je še v rokah staršev, ampak tvoj oče je pa prevzel oziroma dobil od strica, drži? Drži, ja, ker stric pa teta nista imela otrokov, je potem oče z mojo mamo prevzel kmetijo in tako smo pa pravzaprav postali kmetje. No, oče je itak doraščal tudi na kmetiji, tako ni tako, da je navajen tega dela bil, ampak ja, tako se razvilo in zdaj pa imamo to lepo kmetijo. Zdaj, starši so bili na začetku ne v službi, potem so prevzeli kmetijo in kakšni so bili potem ti začetki, kako sta ona dva začela razvijati? Ja, ko sta kmetijo prevzela, ni bilo živali in sta tudi malo razmišljala, katera žival bi tu najbolj bila ugodna in to odločitev je pravzaprav vzel dedek, ki je naenkrat pripeljal 5 ovc in tako da smo imeli ovce in to je itak zelo dobra žival za naše strmine. In oče je vedno bil še v službi in mama je pa na nas doma gledala, pa živali krmila, pa gledala kmetijo. Zdaj, zanimivo je, ne, tudi vaš priimek. Zdaj, jaz sem rekel vodoma, da se pišeš Čertov, čeprav po vaše, po domače se vam pa reče Hlipuc. Odkot pa izvira to ime? Ja, kot v Selah ima vsaka kmetija svoje ime in našo domače ime je Hlipovčnik, kar naj bi izviralo iz imena Halipi, ker je nekdaj stala ena ogromna lipa tu na kmetiji, ampak v dolini, v vasi se pa uporablja krajša verzija Hlipuc. Ja, tudi ko smo se peljali, ne, do vas, je treba z glavne ceste bilo se peljati nekaj 100 metrov, da smo prišli do vas. In ena posebna oznaka, ne, nas opozarja, o tem smo tudi govorila, ko prideš do vas, dovoljeno za prijatelje družine Hlipuc. Tako je, ja. Odkot pa izvira to pravzaprav?
No, ker je privatna cesta, pa tudi, ker so predpisi, da moraš gledati, da se da, če pride do kakšne poškodbe, da lastnik jamči, je to vedno boljše, da ljudje opazuješ, no, da jim rečeš, da se zavedajo, kaj je za tem. Zapravi, da si v bistvu sam odgovoren za, če se karkoli naredi, ne? Na Tako, teh ja. vaših strminah, no, čeprav ni bilo tako hudo. Ne? Ne, mislim, cesta je še kaj lepa, tu sem. Zdaj bi pa Tadej še kaj povedala o tvoji izobrazbi. Ne? Ti si govoriš zelo lepo slovensko, tudi sicer si v šoli seveda imel slovenščino, ampak če pogledava to tvoje zgodovino izobraževalne poti, zdaj po končani gimnaziji v Celovcu si pozneje študiral na Višji šoli za gozdarske poklice, nato pa še uspešno doštudiral gozdarstvo na Dunaju. Zakaj si se pravzaprav odločil za ta študij? Pravzaprav sem po 4. razredu slovenske gimnazije malo razmislil, kaj me res zanima oziroma katera šola bi bila prav. In sem pa vedno že imel tako v ozadju, da bi rad obiskal kakšno kmetijsko šolo. In pa pravzaprav slučajno sem pa na enem sejmu spoznal to Višjo šolo za gozdarske poklice na Štajerskem. In bil sem na dan odprtih vrat in me je tako ugajalo, da sem kar sklenil, to bo. Odločitev zdrava zagotovo, ne? Tako, ja. Zdaj na Višji šoli, ne, na Štajerskem praviš, v 3. in 4. letniku si pa obiskoval tudi pouk slovenščine. In menda si bil prvi, ki je maturiral iz tega predmeta, torej iz slovenščine, svojega maternega jezika. Tako je, ja. In kaj je bilo zelo za mene posebno, da je tudi na Štajerskem v tej šoli so ponujali slovenski jezik. To je zelo redko, oziroma mislim, da ni veliko šol, ki to ponuja, ker še tu na Koroškem nimamo veliko šol, ki dajo to možnost. In zato je pa bilo za mene jasno, da če je možno, da tudi slovenščino maturiram, in direktor šole je mi to omogočil in sem bil kar vesel. In si bil edini ali bil še kdo od sošolcev? Jaz sem do sedaj edini, ki je to na tej šoli maturiral. Kako pa so potekale same priprave? Si imel potem kakšen individualen pouk, individualne ure? V 3. in 4. razredu smo bili več, in potem, ko se je šlo za pripravo za maturo, sem bil sam in imeli smo pa eno učiteljico prav za slovenščino in ta je mi potem pripravila snov in sem pa vse to izdelal in smo se kar dobro pripravili na to prvo maturo, tudi za njo je bila prva matura. A tudi za njo? Ja. In potem imela še toliko večjo željo, da se oba izkažeta, ne? Tako, ja. Lahko rečeš Tadej, da si ponosen Slovenec na avstrijskem Koroškem in ali pa če tako vprašam, je težko ohranjati slovenske korenine tu v Selah na avstrijskem Koroškem? Sem zelo ponosen, da sem koroški Slovenec, pa tudi, da znam ta jezik. Je pa sigurno težko ohranjati, ker je vedno več, ki govori nemško, oziroma vedno manj mladine, ki zna še ta jezik, in zato je pa tudi tako važno, da se ta jezik da naprej, ker naši predniki so se res borili, da so držali jezik, oziroma da imamo še slovenščino v naših krajih. In tako da je res iz mojega vidika važno, da tudi med seboj še govorimo slovensko, koliko gre, pa tudi da jasno, da bo tudi najni otroci potem tudi slovensko govorili. Ja, ampak ti si vmes potem, ne, ko si doštudiral, oziroma ko si opravil maturo, ne, si pa potem rekel, si želel še več izobrazbe, si šel pa študirati na Dunaj gozdarstvo, ampak vedno si pa imel željo, da bi se vrnil domače Sele. Tako je, ja, ker tudi ko sem na Dunaju študiral, sem se pravzaprav vsak vikend domov pripeljal, pomagal, koliko je šlo, pa da sem bil pri družini, se s prijatelji družil, tako da me vedno vleklo nazaj domov. Ja. Vsak vikend praviš. Vsak vikend, Koliko ja. ti je pa to vzelo časa? Ogromno. Ogromno, ne? Jaz sam z vlakom 4 ure, potem pa še preden do vlaka pridem, še skoraj pol uro, tako da za teh par ur, ko sem bil doma, sem bil 10 ur na poti. Ja. Se pravi, prihajal si kdaj v petek, pozno zvečer ali celo v soboto? Ja, v petek, pozno zvečer, v nedeljo, okoli 3-4 sem se že spet odpravil nazaj na Dunaj. Ampak ja, ravno zaradi tega človek bolj ceni, ne, to, kar ima doma. Tako je. Zdaj, vi ste hribovska kmetija, ne? Ali se reče gorska, hribovska? Kaj je bolj pravilno?
Mi pravzaprav rečem gorska kmetija, ampak Smo na okoli 850 metrih nadmorske Ja. višine. a ne. Zdaj, predstavljam si, ne, če malo opišemo za naše poslušalce, res hribovit teren, košnja ali pa spravilo trave, je to pri vas najbrž kar naporno. je to velik dela, ker ni velik travnin, ampak te površine porabijo velik časa, ker je le nekaj, kar se mora še na roko narediti. Imam tak specialni traktor, s tem lahko kar nekaj pokosimo, ampak vseeno je še ogromno dela, kar je potem še na roko, ampak na srečo še vedno dobimo kakšne pomagače, ki pomagajo in brez teh, mislim, da v teh gorskih kmetijah itak ne bi šlo. Praviš pomagače, to so sorodniki, prijatelji iz Tako, ja. vasi, iz vašega kraja? Jo, ponavadi taki, ki nimajo svoje kmetije, ker oni imajo itak sami dovolj dela, Ja. tako da so sorodniki pa prijatelji, ki niso kmetje. In potem vedno najbrž likov na koncu, a ne? Tako, ja. Je likov tudi tukaj poznana beseda, rečete likov ali kako drugače? Te besedi za zaključek, da se pogosti ljudi, ki Ne, pomagate, rečete? pravzaprav ne, kaj bi tu rekli, to je, ne vem, ali se da beseda. Ampak ti je znana beseda likov? Da je to Sem kot- že slišal enkrat, ampak Aha. v V tem, da bi to pomenila ne. ja. Ja. No, ko si omenil, ne, da še vedno treba dosti dela opraviti tudi ročno, ampak imate na kmetiji pa še ne posebne pomagače na 4 nogah. Ne. Omenila sva na začetku, da se ukvarjate z ovčerejo, tudi ne, takrat je dedek, pa potem oče, ovce so bile tiste prve živali na kmetiji, ampak vi imate pa ene posebne ovce, ne, kamerunske ovce. Zdaj, kako pravzaprav je prišlo do tega, pa zdaj logično vprašanje, so res iz Kameruna? So res iz Kameruna, ampak že par generacij naprej, že mislim skoraj 200 let se tu v Evropi gojijo te ovce. In kako smo prišli do te ovce? Pred 20 leti približno nobeden ni hotel imeti volne, ni bila nobeno povpraševanje, tako da je bilo vprašanje, kam z volno, oziroma tudi je bilo ogromno dela, pa potem še bil volno kvazi, da lahko stran vržeš, in to je bilo preškoda, in potem smo začeli malo razmišljati pa iskati, se da kakšne druge ovce, in tedaj so bile edine te kamerunske ovce, ki imajo dlako. To pomeni, jih ni treba striči in se pa dlako menja, sama menja kot koze. In to, ko smo jih te našli, smo kar poiskali, kje te dobimo, smo se odpravili na zgornjo Avstrijo, tam smo dobili, mislim, 15 ovc in s tem smo pa začeli. Ja. Praviš, da menja dlako, to pomeni, kdaj je ta čas menjavanja dlake? Zdaj pred zimo postane bolj debela, se kar vidi, da je bolj tolsta, in potem, ko pridejo na pašo, so bolj tako scufane, pravimo, in potem pa čisto gladko dlako dobijo, so pa ful lepe. Pa zelo primerne so, ne, za ta teren, ker so mogoče tudi malo manjše. Ja? So manjše, pa tudi pravzaprav nimajo toliko mesa. Mi pa jih držimo za meso, ampak velika prednost je okus. Ker stranke tam mes od teh kamerunskih ovc zelo cenijo, ker nimajo tak intenziven okus po ovci, temveč grejo bolj v smer divjačine. Tako da imamo veliko strank, ki pravijo, da prej ovce sploh niso marali, ampak te jih pa ful ugajajo. So pa toliko bolj drugačen, vemo, da je zelo specifično meso, ne, od ovc, ampak če potem jih ne spominja toliko, je pa morda lažje potem za mnogo. In tudi ne, ko smo se prepeljali tule do vas, smo videli, ne, da imate, se prav lepo pasejo, imate pa ločene, ne, samičke oziroma samice so posebej, ovni pa posebej. Ne? Ja, to ima pa ta vzrok, ker ovni, to so mladi, skoraj pol leta, in te bojo še, oktobra bomo jih potem zaklali, in pa tudi, da se potem ne križajo, ker čez poletje imamo ena ovna, in zdaj so pa samice za sebe, tako da potem res za okoli zime oziroma spomladi dobimo mlade, in potem jih pa kar ločimo, tako da imamo tu zelo urejeno.
A pa pride kdaj do kakšnega mešanja med domačimi ali pa bomo rekli avtohtonimi sortami pa kamerunskimi ovcami? Mi gledamo, da po tej pasmi ostanemo od začetka, ko smo pa menjali, smo imeli pa domačih ovc, belih z volno in pa kamerunske so bile ene mešane in potem smo pa počasi izločili te, tako da imamo zdaj skoraj samo več kamerunske. Ja. In jih je približno 70, ne? To je kar lepa številka. Ja, in zdaj potem, ko bo še mladi prišli, bomo pa sigurno čez 100 šli. Ja. Koliko časa na leto ali pa koliko dni v letu preživijo na prostem? Ko se sneg stopi okoli aprila ponavadi, pa do prvega snega. Če v letos še en čas mora biti, tako da ponavadi do skoraj kraj oktobra. Zdaj omenil si tudi, ne, da imate v bistvu vaško klavnico, kar pomeni v bistvu je velika prednost za vse tukajšnje kmete, ne, da lahko koristite to, se pravi, ste povezani tudi kot kraj. Tako je in to je velika prednost, da so kmetje pred leti to klavnico naredili, ker če hočeš danes klad doma, imaš toliko predpisov in bi moral tako ogromno investirati in tako so pred leti vsi skupaj investirali, naredili to klavnico, ki ustreza vsem tem predpisom in tako da lahko tam vsak član potem kolje, mi tudi tam sami koljemo, to je ful fajn, ker potem ovce tu dobimo, jih niti 1 kilometer ne peljemo do klavnice, so sproščene, nas poznajo, potem pa vse super lahko sami odpravimo, to je res. No, zdaj bomo šla pa od kamerunskih ovc pa k enim drugim tvojim živalim, ki si jih tudi zelo navduševal, vse vedno že kot otrok nad njimi, ne? To so pa čebele. Mislim, da imaš okrog 30 čebeljih družin, ampak kot otrok si jih pa tudi bal. Tako je, ker kot otrok je dedi imel 2 panja tu na naši kmetiji in pri točenju medu sem jim pomagal, ampak bolj blizu pa tu nisem hotel. Tako da, ne vem, ni bilo takšne povezave, pa tudi ni... Ni bila izkušnja, da bi te recimo pičila, pa bi se zaradi tega bal? Ne, ta respekt je bil in to zanimanje sem pravzaprav šele dobil, ko sem na Dunaju študiral in sem en prosti predmet obiskoval o čebelarstvu in sem videl, kako je to zanimiva žival in sem se pa kar potem sam nabavil in potem sem pa bil čisto blizu zraven in sem videl, da sploh ni tako hudo in da mi je ful ugajalo. No. Ja, no, super, da si me zdaj napeljal, ne, da si v bistvu potem med študijem to ljubezen dodatno okrepil in da si skupaj s svojim prijateljem Karlom Majerjem zasnoval en tak tehnični pripomoček BeeSaver za daljinski nadzor nad čebelami. Morda lahko nam malo laično razložiš, kaj pravzaprav pomeni ta pripomoček BeeSaver. Ja, kak je prišlo pravzaprav k tem je, ker, kot sem rekel, jaz sem študiral na Dunaju in čebele sem imel tukaj v Selah in med tednom pa nisem imel možnost, da bi videl, kaj se dogaja in sem pa malo razmišljal in s tvojim kolegom smo pa imeli idejo, da bi to lahko malo senzori naredila in tako smo pa začela v panju vgraditi senzor za težo, da merimo težo, potem tudi temperaturo v panju, pa tudi zvok. In s tem smo pa lahko res od daljave videla, kako se razvijajo, kako čebelam gre in to je bilo velik olajšitev. In poleg tega smo potem pa tudi še zgradili eno aplikacijo, tam, kjer to vse vidiš, oziroma kam tudi lahko vse dela, ki jih upravljaš pri čebelah, tudi kaj opišeš. Ni treba en list rameti, pa vse digitalno, kaj zbiraš. In to v bistvu do takrat še v bistvu ni bilo razvito, to sta vedva bila pionirja na tem področju. Se bile podobne reči, ampak v to smer akustiko ni bilo kaj in v to smer smo bila res pionirja. Ja. In kako daleč je zdaj? S tem ste to še kaj dodatno, ne vem, izpopolnila oziroma, če tako rečem, na narekovajih izvozila ta svoj izum, ta pripomoček? Zdaj smo tako daleč, da imamo kar nekaj takšnih naprav v okoliščini, ki so nam že čebelarji odkupili, tako da je na trgu, ampak zaenkrat se pa bolj fokusiramo na to aplikacijo, da je to en digitalni pomoček pri vseh teh delih, da lahko tudi res vpisuješ. Ja, zaenkrat je bil vse v nemškem jeziku, ker kolega je iz Nemške in
letos smo tudi dodala, da je v angleškem in s tem nastopna slovenščina je jasno, da tudi pride, ampak je naslednji korak. Ja. Tedaj, kakšna pa je letošnja čebelarska sezona? Kako so se čebele letos odrezale? Seveda je to odvisno od vremenskih pogojev in vsega, ampak kaj pravijo, ne, v narekovaju čebele letos? Letos je bilo bolje kot lani, ampak še vedno podpovprečno, ker mi smo res odvisni od gozda, ker, kot sem prej že govorila, da je glavni del okolja gozd in gozdni med je pa, če vse paše je in če pa ni, je pa ni. In letos je bilo malo, ampak ne od smreke, temveč od javora pa od listavcev. Tako da smo imeli malo gozdnega medu, ampak bi še lahko več bilo. Bi lahko še več bilo, ja. Morda naslednje leto, ne spet? Ja, je narava, tako da ni nobenih pričakovanj, kaj je in smo veseli vsake kile. Zdaj, ti si tudi predsednik čebelarskega društva Košuta, pa tudi deželni čebelarski inšpektor. To se sliši zelo učeno, morda se kdo celo ustraši, ne? Ko slišijo za besedo inšpektor, ne vem, kako je to pri vas na avstrijskem Koroškem, ampak v Sloveniji, ko zaslišiš besedo inšpektor, vsi skočijo v luft, se grejo po konci. Kakšne naloge pa pravzaprav imaš kot čebelarski inšpektor? Ker je tudi pri nam na Koroškem kranjska sivka zaščitena v zakonu kot pri vas v Sloveniji, smo prav iz tega vzroka tudi imamo te inšpektore, ki gledajo, da se čebelari držijo na ta zakon. Imamo pa na žalost nekatere čebelare, ki se na to sploh nočejo držati, tako da imamo dovolj dela in da gremo vedno spet ven pregledati panje in opažamo, da le gojijo druge, kar je res škoda, ker če imamo domačo čebelo, ki z našim podnebjem super pride, super ogajajo, pa tudi fajn dobro med nosi, zakaj bi morali kaj drugega not uvažati. Ampak ja, nekateri mislijo, da se ni treba držati zakona oziroma da bo to kaj boljšega, ampak ni. Je potem treba, na žalost, zdaj tudi kakšno globo napisati. Ja, Kakšno potem kazen izreči. dobijo kazen, ampak to večino ne prepriča, ampak je malo ena problem na Koroškem še, ampak mislim, da se bo tudi rešilo. Kako veliko članov pa je v društvu? Tudi mladi člani, recimo tvojih starosti? Naše društvo v vasi je zelo majhno, smo samo 15 članov in je pa kar mlado, tako da je večina mladih. In sem pa kar vesel, da nas je le toliko, ker čebelarjev vse skupaj ni tako veliko kot v Sloveniji, Avstriji je veliko manj. Ja, no, Slovenija je bila tudi pobudnica, ne, za obeležitev svetovnega dneva čebel 20. maja. Zdaj, ob tem, da si navdušen čebelar in inšpektor, si pa tudi predsednik lovskega društva Sele in lovski čuvaj. Katere vse živali najdemo tule v vaših gozdovih? Ja, imamo ogromno zverin, ampak kaj je v zadnjem času zelo opažamo, pa da se vračajo volk, medved pa ris pa te, kar je za naš kraj kar problematično, ker imamo veliko planin in tam so prej imeli skoraj vsi ovce zgoraj. In letos je prvo leto, ko noben ni več kakšno ovco dal na planino, ker je toliko škode bilo zgoraj. Tako da en kmet je na začetku leta dal ovce na planino, po enem tednu je že 4 ovc manjkalo, tako da je potem kar spet vse doma. In to je velik problem in če bo tako naprej šlo, bo par let vsa planina porasla, da bo vse gozd. Zdaj, vi imate ovce pretežno vse okrog domačije, ne? In so tudi zaščitene. Ja. A pa lahko pride kakšno od teh zveri, ki si jih omenil? Smo imeli pred leti, da je bil enkrat medved, ampak medved pravzaprav ni takšen problem, problemi so volkovi, ti se zelo močno razmnožujejo, pa tudi so v večjih skupinah že na poti, tako da v eni noči naredijo ogromno škodo in to je res škoda in mislim, da za planine slabo kaže, če je tako naprej šlo. Zdaj pa glede na to, da si pa tudi lovski čuvaj, potem to pomeni, da tudi ti oziroma
najbrž na državni ravni, oziroma neka politika odstrela recimo živali. Ne. Se pravi, si tudi lovski čuvaj lahko tudi odstreli žival iz gozda, iz staleža? Ja, kar se zverine tiče, je pravzaprav sam pri volku imamo posebno dovoljenje, če pride do toliko pa toliko škode, dobimo enega prostega za odstrel. Ampak ponavadi je tega potem dobiti tako težko, ker ni neumna žival, ampak po zakonu se da možnosti za odstrel, ampak je res težko in mislim, lažje bi bilo, da bi na planinah pa na teh, kar itak trudijo, da bi vedno bil prost oziroma v bližino kmetije, pa tako, da bi vedno bil prost, ker takšen volk, ki se enkrat navadi na domačo žival, nikoli ne bo več kakšnega srnjaka. Tudi divja žival, oziroma divja žival, tudi zver ima rada domače živali. Se pravi, presega na domače, ne na divje, oziroma ali še odkje drugje. Povej mi potem pa še glede lovstva, no, me zanima. Na kaj se pa najraje odpraviš, če greš tako na lov za svojo dušo? Ne? A lahko greš na lov za svojo dušo, pa rečeš, danes bi pa, ne vem, rad, ali pa v naslednjih pol leta bi pa rad eno trofejo imel. Ja, pravzaprav s to motivacijo sploh ne grem ven. Jaz sem z tega vidika ven, da se tudi malo sprostim, malo pogledam, kaj se še dogaja, in če pa potem pride kaj pravega, se pa veselim odstrela, ampak da bi zdaj rekel, danes grem pa na jelena, pa na kaj takega, pa pravzaprav pa ni, ker sem vesel vse, kar vidim, in če potem kakšen žival zraven, ki paše za odstrel, sem pa vesel. Ja. Ja, zdaj, največji del vaše kmetije predstavlja pravzaprav gozd. Ne? Nekaj je sicer travinja, ampak ostalo je pa vse gozd. Kako velika je pravzaprav vaša kmetija in koliko del obsega te kmetije predstavlja gozd? Vse skupaj je 55 hektarjev in od tega je skoraj 10 hektarjev travnine. Tako ena petina. Ampak gozd je pa za naše primere še bolj strm kot travnina. Ampak ja, mi smo tega navajeni, zato pa že gre, ampak še bolj pazi, če delaš v gozdu. Gre pa v bistvu gre za mešani gozd, ne? Ja, je še nadmorska višina še taka, da v bistvu se mešata in iglavci in listovci. Tako je, ja. Tu pri nas imamo res na sreči veliko različnih dreves in ker v tem času z lubadarjem je tudi pri nas vedno več škode, ker pasem rek imamo tudi in te vseeno najde, tako je pametna žival, ampak nikoli ni tako velikih škod, ker je potem le kakšno drugo drevo, ki potem to malo zabremza in tako dalje. Omili potem naprej, ne? Ja. Ko si omenil pač gozdove in les imate najbrž seveda kot glavno kurilno sredstvo, pa tudi za prodajo? Ja, obe kmetiji tukaj so pri nas v stanovanju tudi kuriva z drvami, oziroma tudi pristaša tam. Glavna je z drvami in večino lesa pa prodamo na žago, da tam predelajo v oglje? Ja. Čez zažar, ja. Ja, in take stvari. In ja, je pa za mene lepo delo in rad delam te stvari. In ni lepše toplote, ne, kot je toplota lesa. To pa na vsak način, ja. Še enega področja bi se rad dotaknil, in sicer, ko smo naštela, kaj vse počneš, kje si vse aktiven, si pa tudi podpredsednik Kmečke izobraževalne skupnosti KIS, ki skrbi za izobraževanje kmetov v slovenskem jeziku. Ne? In zdaj, kako veliko območje pokrivate s to skupnostjo in koliko članov imate? Fokusiramo se v glavnem na slovensko govoreči del Koroške. Dobrodošli so pa vseeno vsi kmetije zainteresirane v daljši okolici in imamo okoli 600 zajetih kmetij, ki imamo v tem območju, in gledamo, da jim ponujamo takšna slovenska izobraževanja, ker nemških izobraževanj je ogromno tu na Koroškem, ampak prav v slovenskem jeziku
pa ni kakšnih takih in to mi skušamo, da se tu na kmetiji ohranja slovenska beseda. In tudi iz tega stališča ste najbrž potem res kmetje še bolj povezani, kot bi bili sicer, ne? Ker se res, koliko pogosto pa se srečujete na teh izobraževanjih? Čisto najbrž odvisno, a ne? Jo, odvisno, kakšne teme so spet, koga srečaš, ampak ker nas koroških Slovencev že ni toliko, potem pa še kmetov, je skoraj vsakega poznaš oziroma od videza, tako da smo res povezani. Imamo pa tudi enkrat na leto tak kmečki praznik, ki mi prirejamo, kmečka izobraževalna skupnost, in tam se pa res lahko srečamo med Slovenci, pa tudi drugi delov. Ja, res, Tadej, vidim, da imaš ogromno aktivnosti, z veliko stvarmi se ukvarjaš. Kdaj pa potem sploh imaš še kaj prostega časa, ne? Si tudi poročen, ne? Približno 2 leti z ženo Darjo. Kako najde ta prosti čas, trenutke samo zase? Jo, no, naprimer nedelja je pri nam sveta, ker iz verskih vzrokov, tam gremo k maši in potem je pa tudi, tam ne delamo, je rezervirana za družino, pa za obisk, pa tudi malo za spočit. Je pa tudi Darja, ne, koroška Slovenka, ampak ne iz kraja Sele. Tako je, ona je tudi koroška Slovenca, tudi doraščala na gorski kmetiji, kaj je velika prednost, da tudi ve, Kaj jo čaka, ja, tako je. In ja, iz drugega hriba. Onkraj Šejde, se pravi, in je pa z občine Obirske, also že za kabla, vas je pa Obirska. Če ni skrivnost, kje pa ste se spoznala? Na kakšnem od teh tvojih aktivnosti ali čisto drugje? Na enem koncertu v Selah, res tako, da čisto slučajno. Je prišla na obisk v Sela? Ja, se je upala čez Šejdo in sva se pa tu v Selah spoznala. Ste se našla, ne? Ja, super. Zdaj vidim, ne, da se tudi obeta naraščaj. Bo tudi ena sprememba v vajinih življenjih, ja, se veselita? Se zelo veselima in komaj dočakama, da bo še malo več tega direndaja, tako, ja. otroškega jumka, ne na začetku tudi. Ja, ja. Bi lahko rekel, Tadej, da ste zelo povezana družina? Ja. Družina je, vsi skupaj dobro povezani, pa tudi na kmetiji, mislim, da brez družine sploh ne gre, pomagajo, vsak pomaga, kje more, pa vsaka roka je dobrodošla. Kako se je pa Darja vklopila v vašo družino? Saj živita na svojem, ne? Ja. Tako da nekaj razlika je, ne? Tako da čisto v copatih ne moreš ravno priti na obisk, ne? Starši vam ali vidvati, ja, ne? Ja, je pa res dobro se uživela, pa tudi staršem se zelo dobro razume, tako da je res ful prijetno imamo, pa tudi vsa dela, kar se lotimo, skupaj delamo, pa da imamo res fajn. Zdaj, tole bi samo še omenil za konec, ne, rekel si, da nedelja je za vas sveta, rezervirana za obisk svete maše v slovenskem jeziku. Tako, ja. Tako, kateri župnik? Zdaj imamo enega iz Slovenije, ki se vozi vsako nedeljo gor in to je zelo, zelo dobro, da je res še lahko v slovenskem jeziku. Ja. No, sem opazil, ne, tule v kuhinji, kjer poteka tole naše snemanje, da ima ta skupaj z Darjo tudi fotografijo oziroma podobico novega papeža, Leona 14. Vama vera veliko pomeni? Ja, zelo važna, pa smo tudi od malega že tesno z vero povezana, smo tudi od staršev dobila to, in tako da je od začetka bilo jasno, da nedelja se ne dela in da je to čisto jasno rezerviran za mašo, pa za vse druge stvari, kar pa dela pa res nima. Še nikoli nismo delali kaj na kakšno nedeljo, ne. Pa tudi, če se nos zunaj suho, pa na dež kaže, je pa smola, ne. Se bo že enkrat posušilo, ne? Tako, ja. Je še vedno, do sedaj smo še vedno spravili seno v skedenj in bomo, upamo, še tudi naprej tak. Ja, res je lepo slišati, ko takole obiščemo zamejske Slovence, v tem primeru tule pri vas na avstrijskem Koroškem, da ohranjate prvič slovenski jezik in slovensko kulturo, da se res držite teh običajev, spoštujete nedeljo, tako kot so i naši predniki. Obeta se torej tudi, kot sva rekla, naraščaj. Morda še en tvoj pogled,
ali pa vajen skupen pogled z Darjo v prihodnost, v razvoj vaše kmetije in domačije, kako si predstavljate, kako si vizualizirate, kakšna bo vajna prihodnost v selah. Na selah, ne? Je pravilno? Vesela. No, kar nama zelo ugaja, da smo res oba z veseljem delamo na kmetiji, pa to delo upravljamo, ker je vedno težje, vedno več birokracije, tudi čiš ekološki kmet, imaš toliko časa, koš v biroju pa zapisati pa tak, ampak s tem, da oba tak z veseljem delamo, gledamo, da kmetija raste, da vedno boljš postanemo in smo zelo optimistični, da bo to šlo fajn naprej, pa tudi, da bo, upam, potem doraščaj tudi imel veselje in da bo to s tem elanom pa s tem veseljem nadaljeval. Tadej, mislim, da na tej točki lahko narediva piko. Res hvala lepa za povabilo, za to, da smo lahko prišli k vam, okusili delček življenja tule med hribi na avstrijskem Koroškem v vasi Sele. Vam želimo tako v mojem osebnem imenu, kot sem prepričan vsi poslušalci in poslušalke, vse dobro v prihodnje. Res hvala lepa za tole povabilo. Hvala vam, ja. Ja, tako, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, čas z vsestranskim mladim kmetom Tadejem Čertovom se je iztekel. Hvala, ker ste nas poslušali. Vabljeni k poslušanju spet v naslednji epizodi, z vami pa sem bil Marko Mesojedec.